horizont naprej in naprej. Če tega boste odpirali, boste z mano danes doživljali tukaj v tej lepi vili, ki je tudi zgrajena iz velikih kamnov, kot so zgrajene iz velikih kamnov ta gradišča oziroma ti pomniki davne preteklosti. Mi vemo, da so megalitske strukture marsikaj po svetu, predvsem se oziramo v tiste na severu, pa tisto južnje od nas. In se zdi, kakor da bi ta prostor, ta kultura velikih kamnov, da bi prestopila. Ampak, veste, ni je prestopila. Jaz celo mislim, da je tukaj v sredici, tako kot v sendviču, ponovadi je kos kruha spodaj in pa zgoraj, v sredini je pa tisto najboljše. Jaz mislim, da je nekaj zelo dobrega tukaj v sredici, kjer bivamo mi, s tem, da je tukaj marsikaj težje uvideti, preprosto zato, ker so nekaj izbrisali, nekaj pa preprosto niso mogli izbrisati. Torej, tega je tukaj izjemno bujna vegetacija, ki je prikrila, zakrila, skrila marsikateri pomnik, ki bi bil vreden, recimo, bom pokazal enega od teh, ki bi bil vreden, recimo, celodnevnega pogleda, celodnevnega popotovanja, če bi bil nekje na Irskem. Torej za megalit, ki stoji na podstavku, približno 12 metrov visokem podstavku, megalitska skala, ki je težka nekaj 10 ton, torej koničasta, čisti trikotnik, torej na vrhu 6 metrov, recimo visoka tudi 5 metrov, široka, recimo, zdaj govorim na pamet, 2-3 metra, torej res izjemen megalit, ki stoji na špici. In lahko greš celo pod njim, pod špico, in je kot ena z obdelanimi strukturami, je kakor en oltar, kot odhodni prostor. Pod tem megalitu, ki je pompozen, se vidi, da je zaraščen, je smetišče. Če bi bilo, recimo, jaz vzamem to katedralo, če bi bila ta megalitska katedrala, recimo, kje druge sem prepričan, da bi jo mnogo bolj ovrednotili. Preprosto zato, ker bi si jo upali uvideti. Mi pa na tem svojem prostoru marsikaj imamo, ampak že to, mi smo navajeni videti, marsikaj videti in s tem pa tudi marsikaj spregledati. Ampak so določene megalitske strukture tako pompozne in tako veličastne, tako zavidanja vredne tudi strani tujine, ki bi jih morali videti. Ampak ne, kako da je skrivamo, to je praktično popolnoma zaraščeno, to je sreča, recimo, da je bilo slikano pomladi, pa še nekaj so ščistili, ko so snemali en dokumentarec. Pač je pa to zaraščeno. In pokazatelj, da se mi tega bojimo, so dali zraven še smetišče. Čeprav so v slovenskem prostoru očistili že mnogo divje odlagališča, odpadkov, tega niso očistili. Nek strah, neka negotovost, kakor pri nas pa ne bi smelo biti. Lahko je, recimo v Angliji, v redu, v Španiji, v redu, v Franciji, v redu, lahko je v Južni Ameriki, v redu, lahko je v Afriki, v redu. Ne, pri nas pa se pa začnemo tresti. Mi nismo, pri nas ne more biti, ampak pri nas je. In to, ko vam pravim, da je v sredici najboljše, to sem prepričan. Preprosto zato, ker na tem našem področju sem vam kar pokazal, da sem donesel plakat. Marka, pregledite še plakat. To je Savinja, Sava in pa, če bi nekaj narobe kazal, jaz se prav gledajte, preprosto zato bez dislektik, da se zgubim. Ampak moram povedati, če jaz ne bi bil dislektik, tega ne bi odkril. Veste zakaj ne? Ker bi mislil samo pravilno. Najhujše je naučena misel. In največ težav pri tem odkrivanju sem imel s predznanjem.
Ker predznanje, ki blokira misel, tudi neuroznanost pravi, da samo v 5% lahko dejansko ti narediš korak naprej. Ker sem pa dislektik, sem pa bil navajen, da sem mogel narediti več procentov. In sem si preprosto, pa tudi vedno sem nekaj tak znan kot malo alternativ, sem si upal videti in upal povedati to, kar vidim. Ne da bi molčal, ker ali bo pravilno ali ne bo pravilno. Ne? Ker tukaj, tu te pikice, ki vidite, to je prav vrlo. Tukaj sem še predvšal, ko se bo piše, Savinja, Sava, Sonka. Na tem področju so razpodajena vsa ozvezdja. Ampak to področje, celotno to področje, se potem po nekem ključu odpre v širši evropski, verjetno tudi svetovni prostor. To področje je Orion, to je zdaj tista prva knjiga o znamenju Oriona, je pošla, je žal tudi pošla. Zdaj v drugem, ampak v tisti prvi knjigi sem prikazal samo področje Oriona, Svete reke Eridan, velikega psa, malega psa, mislim, da je to skoraj vse. Ja. Ampak tu je samo mali delček, tale mali delček. Ves ta prostor so pa vsa preostala ozvezdja, ki se pa odprejo potem v širši prostor, ampak ves ta prostor je dejansko Orion je na 3 nivojih. Tukaj tale je mečken Orion, potem je večji in potem je pa tole ves ta prostor je tam dejansko predstavlja samo Orionov pas. Orionov pas, to Orionov pas je pa dejansko stičišče med nebesnim in pa zemeljskim trojstvom. Nebesno trojstvo se v Orionovem pasu 3 zvezd dotika zemeljskega trojstva. In kje je to stičišče? Je svetišče. Je stičišče med nebom in zemljo. In tukaj ta pas, to svetišče, stičišče med nebom in zemljo, ki je v znamenju 3 zvezd med Savinjo in Sotlo, vsebuje vsa ozvezdja. In to je fenomenalno. Najbolj fenomenalno pa je to, da je ta stvar izjemno razvidna. Da to ni recimo, da bi si nekdo nekaj domišljal, ampak stvari stojijo. Tam, kjer ste videli pikico na zemljevidu, je gradišče. In kjer sem zaznamoval pikico, sem moral videti megalitske strukture. Ne kar tako po slučaju narave obstoječega prostoru, ampak vidno posredovane s človeško roko. Kako pa veš, katera gradišča spadajo v ozvezdje, to pa lahko spremljaš celo preko satelita. Recimo lahko spremljaš tudi preko satelita, vam sem pokazal severnico, ne? Lahko spremljaš tudi preko satelita, recimo lahko datiramo na podlagi severnica, ampak jaz vam pa vmes, kaj še več, ker sem že na začetku, malo mi nešte, kot vam je danes nič hudega. Vi veste, da se zemeljska os zarotira približno v 26 letih. Fiksna točka severnica, kot jo mi vidimo danes na nebu, ni bila vedno v ozvezdju malega voza, ampak se je spreminjala. In mi lahko vidimo preko satelita prav, kako so sledili z gradišči, torej z zvezdnimi pozicijami, udejanjenimi v zemeljskem prostoru, premik severnice in imaš potem tam krog v znamenju kroga, ker središča so običajno v znamenju kroga, krog, zraven je krog, zraven je krog, zraven je krog. Ker kako se je severnica umikala na zemlji oziroma premikala na nebo, tako so je predstavljali tudi na zemlji. Veste, gre za fenomenalna dejstva. Nič izmišljotine. Prej smo se ravno pogovarjala z vami, da sem se pogovarjala. Jaz sem štora za neke energije in Bogu hvala, ker na začetku je treba biti kremenček, samo dejstva. Samo kamni, samo strukture, samo dejstva. Tudi tukaj, recimo, to je samo ena od pozicij, kamor ponavadi peljem dvomljivce, ker nikjer blizu ni nobenega hriba, da bi lahko to recimo padlo z neba. To edino lahko pade z neba, ni se pa mogli skotaliti z kakega hriba. V bistvu ponavadi ostrmijo, ni druge razlage. Gre za dejstvo, megalitska kultura je bila tudi v našem prostoru izjemno prisotna.
Ampak to je samo ena od pozicij, in sicer je to pozicija omikrona v ozvezdju vodnarja. Jaz vam bom nekaj stvari sproti pripovedoval. Aha, tu se vidi zdaj to spodaj, konus. Ta ogromna, nekaj 10-tonska skala, dejansko stoji na špici, podprta so 3 kamni. Tu je res spodaj, in jaz prvo nisem videl, potem so pa drugi opazili, da gre za obdelane dejansko tudi te strukture. Jaz sem tudi sem še površen, ker je veliko teh pozicij, vmes me je še možganska kap, tako da sem raztresen, površen, vidim, zabeležim, potem pa po možganski kapi sem veliko poslabo tudi. In da zdaj ponovno opisujem vse te lokacije, ki se nisem prej zapisoval, ker sem jih samo zabeležil. To je še en pogled, je pa res fantastično. To je treba doživeti, to je treba biti prisoten. Potem zaznaš, da gre res za svet prostor in da gre za dejansko katedralo oddaljene preteklosti, ki bi morali nameniti več spoštovanja, ne pa prisotno smetišče. In če bi, gledajte, samo ta pozicija, to je ena mala pozicija v enem zvezdju, dejansko je vredna, da ji nameniš en dan potovanja, da ji nameniš romarsko pot. Ker ko prideš tja, dejansko doživiš svetost, posvečenost tega prostora in dejansko še zaznavnost povezuje. Te točke zelo povezujejo sedajnost prihodnosti. In je to večji kraj, to je planina Prisevnica. To je zdaj že. Zdaj pa bom povedal, kak se je zadeva začela, da je ta knjiga, znanje Orion, ki je žal več ni. Tukaj imamo zdaj Orion, v osnovni strukturi 3 zvezde Orionovega pasu, ki povezujejo zgornji trikotnik, zgornje sveto trojstvo, ki se udejanja v zemeljski prostor kot formula harmonije. Mi vemo, da je bila recimo ta formula trojstva, da je to stara indoevropska dediščina v iskanju, kako dejansko v tej naši razpetosti, v svetu dvojnosti uresničevati harmonijo. In tu so vedno dodajali v to dvojnost, v to polarizacijo so dodajali sveti delček, jaz mu rečem božji delček. Kaj je ta božji delček? To je element, ki povezuje. Tisto, kar ti je sveto, je lahko za nekoga, ki je religiozen, to Bog, za nekoga, ki ni, pa so to, kaj zvem, skupne vrednote. Nekaj, kar je sveto in je dejansko nesprejemljivo. Ne more biti plen nobenih manipulacij. Oba se morata pred tistim, recimo, prikloniti in to je tista vezna točka, ki to napetost, ki je neizbežna v našem svetu, te razpetosti v svetu dvojnosti, ta napetost dejansko potem lahko izkoristimo kot potrebno energijo za evolucijsko preraščanje. Če bi mi to napetost neutralizirali, bi rekli, zdaj smo pa pogrutali, da med nami več ne bo napetosti, se vse ustavi. V dvojnosti mora biti napetost, ampak ti moraš imeti tretji element, tisti element, ki dejansko to napetost dejansko dviga v evolucijo in ji ne dopusti spopad. Če pa ti ta delček odvzameš, dejansko pa takoj vsekamo skupaj. Zato mora biti nekaj svetega, kar je nad to razdeljenosti v dvojnosti. Torej, ne boj in poboj, ampak dejansko tisto, ne revolucija, pa vojna, ampak dejansko evolucija, to preseganje, ki se dogaja v muki, ampak ravno ta muka omogoči nenehno preraščanje. In to so naši predniki, veste, znali mnogo bolj udejaniti, kot znamo to mi. Pri nas se je to še ohranilo skozi določeno simboliko, recimo, že čisto preprosto, ko prineseš nekomu šopek, lahko prineseš en cvet, lahko prineseš
dve rosti ne smeš, lahko prineseš 3 rosti, 5, vsekakor mora biti neparno število, zakaj da je vedno element dodane vrednosti, mora biti element harmonije. In v preteklosti so znali to sveto trojstvo udejaniti tudi jaz se reče, kar kozmološki arhitekturi. Ko ste prišli v to vilo Vipolže, ste lahko videli tukaj, tu so to še ohranili. Levo, desno, ampak potem pa to je ta osrednji del svet prostor. Če ste prišli tukaj noter, ste videli isto tukaj, ta glavna vrata, levo, desno. Vedno je bil element tretjega. In recimo skozi to zemeljsko kvadraturo se udejanja, recimo tu ste videli 6 podpornikov, ampak 5 dejansko so bilo ne 5, to je moja disleksija, so pa 3 vhodi, 5 podpornikov, 3 vhodi. Ali pa boste imeli v crkvah leva, desna vrata, potem pa srednje vrata, pa moški, ženski del, oltar je bil v sredi, to je bilo vedno. Ali pa recimo te naše stare hiše, ko so bile še zgrajene po principih kozmološke arhitekture, na vzhodni strani so bili 3 okna. Če bila pa hišca mala, sta bile pa 2 okni, ampak znotraj je bila pa tista omara, v kateri so imeli molitvenike, pa zdravilne rožce, pa fotografije. Od najbližjih je bil sveti prostor, tretji, torej tisti osrednji del svetov. Niso mogoče več vedeli, zakaj je tako, ampak so vedeli, da tak mora biti, niso povedali, zakaj tak mora biti. Potem pa, ko se je začela ta arhitektura svobode, je pa zelo, vse fina, s tem nič proti njej, ampak je vprašanje, ali še povezuje nebo za zemljo. Ker mi, ko ti vdejaniš določen simbol v zemeljskem prostoru, ta simbol deluje sam po sebi. Naši predniki niso bili tako brez ideji, tako butasti, da ne bi znali arhitekturo razvijati bolj v svobodne oblike. Vse so jo, ampak vedno pa je mogla imeti principe teh kozmološke, torej te formule svetega trojstva, formula harmonije, ki se pa zdaj popolnoma izgubila. Zdaj imamo tako imenovano tavajočo arhitekturo. Včasih smo mislili, da je arhitektura brez idej, ni bila brez idej. Se tudi ta vila je izjemno veliko arhitekturno bogata, kljub temu pa se drži svetega trojstva, temeljnih principov kozmološke arhitekture. In jaz sem prepričan, da v prihodnosti bomo zopet odkrili te fantastične principe in jih znali igrivo, to pa arhitektura, igrivo udejanjati v raznotere oblike. Če ti stopiš v cerkev in vidiš poln tistega okrasja, je tudi zelo pestro in raznoliko, ampak ima pa vedno, bote pozorni, igro trojstva, ki se udejanja v svet dvojnosti in to dvojnost dejansko sprošča v neke harmonije. Včasih smo premalo pozorni na to, pojte v kako cerkev, pa kar pogledajte tiste lističe, tisto igrako in prav boste videli noter to odrešensko igrivost, ki jo je vredno dejansko prepoznati in potem na raznotere načine tudi udejanjati. Gremo mi naprej tukaj, tako je krat zelo povida. To je zdaj samo ta zvezde, ki so prikazane na tej prvi knjigi. To je dvojček, mali pes, veliki pes, Orion in Vabik. Zaradi tega velikega psa me je glava še bolela, to je bilo tisto predznanje. Samo moram povedati, da me je ravno v času raziskovanja možganska karta. Jaz, če bom takle privat povem, jaz mislim, da tudi zaradi tega, ker je bilo preveč podatkov, ki so se tepli s predznanjem. Dejstva na terenu, ki so bila neizprostno jasna, so se tepla z mojim, v marsičem, ne vedno, z mojim predznanjem. Ta veliki pes, tu opisujem v knjigi, zakaj ta postavitev, kako je ta postavitev, zdaj sem bil. Tu bi vas upozoril samo na bika. Na začetku je bil zame zelo razviden ta Orionov pas, 3 griči povezani z zidovjem, ki se ga, torej dejstvo, ki se ga ne da razložiti z nobeno profano razlago. Ne gre.
In sem takoj pomislil na Ščečin, nisem najprej, ker šele kasneje so mi nekateri govorili, da so tudi piramide v Gizi postavljene dejansko po vzorcu Oriolovega pasu. Jaz sem se prvo spomnil na Ščečinu pri Baltiku, meni se vedno zanimale stare arhitekture pa astronomija. In sem takoj pomislil, Ščečin, Orionov pas. Bom povedal, kak je tisti prvi dan potekal, mogoče malo kasneje. Potem se mi je pojavilo vprašanje, kaj pa, če ni samo Orionov pas? In potem na pozicijah, kjer so ozvezdje na nebu, so bila gradišča zemeljske stvarnosti. In to zelo, tisti, ki ste mogoče že bili tukaj, veste, da so zadeve zelo, zelo razvidne in pa na mnogih mestih še vedno osupile, kjer kamenja niso ponucali za novo gradnjo. Mi mnogokrat mislimo, kako so bogi klačani nosili kamenje na tistih hrib ali pa so gradili recimo cerkev ali pa grad. Veste, večina je kamenje že tam bilo, samo treba je bilo čistiti pa zopet ponucati. Potopri so šla mnoga sveta, mnogi gradovi, mnoga svetišča so na starih svetih pozicijah. No, ampak potem je prišlo, se zadeva širati, pa sem ga, Orion, kaj pa če nisem Orion še biti? Največji dokaz sem je kupil, mi je predlogo zvezde Bika. Zakaj? Zato, ker je ga lahko vizualno obsežeš in so popolnoma vidite, so grebeni, še vedno stojijo. In je dejansko Bik v celoti ohranjen in se ne da na noben drug način razložiti, zakaj pa je to zidovje, ker veste, kateri ste bili v zvezdi Bika, je zelo kompozno, zakaj pa stoji ravno tako. Ja, zato, ker je svet prostor, ker na tistem mestu dejansko vnaša moč energije. Čeprav si govorim na drva, sem bil dejansko samo misel. Ti, ko je ohladitev, fokusiraš misel na preživetje. In gotovo so takrat dejansko niso mogli več oskrbovati domačih živali, so pojavu ledene dobe, torej morali živali spustiti in so postali zopet tovci. To je gotovo. In so postali zopet nabiralci. Ampak, ko pa več ledene dobe ni bilo, se je pa lahko civilizacija vzpostavila na novo. Zakaj vam to tudi govorim? Zato, ker na podlagi teh pozicij v zvezdi lahko datiramo to megalitsko svetišče ne samo do ledene dobe, ampak tudi še v zgodovini. Jaz mislim, da bomo morali ravno to oddaljeno zgodovino na podlagi dejstev, samo na podlagi dejstev, ponovno premisliti. In mislim, da nas čaka tukaj mnogo sladkorčkov, mnogo zanimivosti, če imamo pogum. Ampak veste, se bojim, da bodo ta premik bolj kot strokovnjaki, mislim na tiste, ki nimajo znanstvenega poguma, naredili laik in da bo stroka temu šele sledila. Tudi na to so prišli, ne bom povedal kdo, dva strokovnjaka, ki sta bila šokirana, potem pa je eden malomarno, ko smo stali pred zidovjem, ko boste videli, malček stekle s čevlom, ignorantsko, pobrskal po listju in je rekel, nič ne vidim. Se je rekel, kak nič ne vidiš, Je rekel, nobene lončenine. Ampak jaz sem ga razumel. Ta možakar se je pač prizadeval, da bi dobil Zoisovo nagrado in potem, ko je njegov sopotnik že res, veste, bilo je že prav noro, na strukturi, kamniti strukturi, ker so bili kamniti zloženi kamni, v enem kamnu je našel razpoko, seveda naravno razpoko, in rekel, to je pa naravna razpoka. In takrat je tistemu drugemu postalo očitno narobe, me je potegnil stran, ker strokovnjak se strokovnjaka zelo boji, ker mi smo zelo ogroženi, a smo pametni, a nismo pametni, In rekel, čuješ, imam 4 leta do penzije, jaz se s tem ne bom izpostavil. Vse iskreno je rekel, jaz to čisto spoštujem in ne razumem. Sedaj bi se on izpostavil. Sem ne treba. Ampak tisti, ki ga pa notranji vzgib primora, je pa dolžan to storiti.
Če te notranje vzgib pusti pri miru vred. Zakaj? Če pa te ne, si pa dolžan ta korak storiti. A ga bo storil ali pa ne, boš pa potem nosil ti sam. Jaz bi tudi mnogo z lahkoto molčal tej stvari. Ne bi imel potem zaradi mene, ko je ta knjiga šla posebnega sestanka, me je klical ta meden iz mojih teoloških krogov, veš, sem jaz zaradi tebe posebni sestanek. Je v redu, pa sem imel še enega od posebnih sestankov. Ker mene, najhujše je živeti, če nisi transparenten in iskren. To ne pomeni, da govorim jaz resnico, ampak želim pa zelo iskreno spregovoriti o dejstvih, ki se vide na terenu in o svoji spoznavni resničnosti. In izvati misel naprej. Kaj ti tega, česa se edino prije, pa ko bom stopil pred mojega šefa in bo rekel, ti sam seboj razčisti svojo vestjo. Jaz verjamem, da je Bog ljubezen in da me on ne bo sodil. Je pa hudo, če moram pa jaz bežati, da nisem v dejanju sebe v tisti resničnosti, v kateri sem bil poklican. Tega pa ne bi rad. Če zmajo za mene na tem svetu še 100 sestankov kriznih, veste, nočem pa doživeti tiste krize, ki bi jo mogel pretrpeti v tistem trenutku, ki pa je neizbežen v soočenju samim seboj. Ti griči povezani z dolgem. To je daleč, osenčen, ni podarjeno, tako osenčen, tako se vidi. Na vrhu je povoluš, tudi imena nam govorijo o Venesu, gore Bled, Belinu in še čem zanimive. To je zdaj to zidovje, ampak moram vas upozoriti, to je mlado. To je pod tem, vidite megalitske strukture. To je pa, bi rekel, dolgo ohranjen sveti prostor. Recimo, rečemo tam do 6. stoletja. Zakaj pravim do 6. stoletja? Ker pozicijo premikanja severnice lahko dotiramo do 6. stoletja, pa se pa ustavi ta kultura. Tukaj so mladi kamni, to je mlajši, ampak stvari se pa, tisti, ki ste gledali v tem prostoru, pa se vidite megalitske zloženke, ki so, seveda površen pogled, pač vidi malo, globni pogled pa opazi marsikaj, kar je presenetljivo. Zdaj smo se videla ta pozicija odprtost, posebej na tisti strani, vaši levi strani, gre za megalit, ki je naslonjen na osnovo. Ta prostor je preprosto potrebno doživeti in se mu prepustiti. Recimo, že ko priješ na to, da recimo samo ta delček od tega, te ogromne celote, recimo na Orionov pas, je tukaj zelo fajn, če imaš kakšen dan in preprosto si in ždiš, ker se ti stvari same po sebi odpirajo. Si privoščiš, recimo, eno okrepčilo za potešitev, ne samo radovednosti, ampak marsičesa drugega. Orion, ki je vedno znova fasciniral, Orionov, ki se bori proti biku, dvojnost, varogova, ki se bori, premaguje dvojnost in pika zaznamuje za sveto točko, trojstvo, sveto znamenje. Sama dvojnost je grozljiva, dva rogova, ki te lahko uničita. Zato je treba bika zaznamovati z sveto točko. To so te strukture. Zame je ena najlepših ekspozicij, kjer se pa jaz res fajn počutim, je pa voluš. To je pa zgornji del, nebesni del Oriona, obenem pa je to, na tem prostoru so pa tudi tri, je pa to tudi Orionov pas. Orionov pas v drugi velikosti, če tako rečem. Tretje je pa celotni ta prostor. Jezerce se reče Bled, ampak spominja na Belin in ta igra sonca, sončno božanstvo, ne samo po sebi. Ko se pa tukaj, veste, tukaj je pa skoraj praktična ravnina. Ko greben in ko se tu sprehajaš, tu pa se še menš, no so zelo štoraz, zdi kako, da bi se sprehajal družbo za svečeniki. To me pa res je tak dober prostor, ki
ki je res en tak dober prostor, ki ga je treba preprosto preživeti, se mu prepustiti in biti hvaležni, da lahko živimo na tem koščku zemlje, da lahko doživljamo to krasoto, ki je naša dežela, ki nam je naša dežela ponuja. Jaz sem se včasih zelo želel videti, recimo Egipt sem se želel videti, pa Stone Age bi tudi tako strašno da bi to želel. Nimam dobene želje več. Imamo toliko tega bogatstva, res da je zaraščeno, res je, da je onečaščeno tudi, ampak je tako izrazito in tako vidno in tako jasno in tako pompozno. In če si upaš pogledati ne samo lončenino, če si upaš pogledati tudi ne samo eno gradišče, če si upaš videti, lahko tako uživaš in ti je tako fajn in si rečeš, wow, do konca življenja ne bom mogel naučiti se in zaužiti vsega kapitala, ki mi ga samo ta prostor med Savinjo in Soklo ponudi. Ne tako nared, kot si jaz naredil. Ampak jaz sem tudi srečo. Veste, jaz imam, da je višji interes, da se to, to je samo ena stvar, ki se, to bi lahko že zdavno preomenili. Ampak jaz mislim, da se naš čas odpira v neko razsežnost z dodano vrednostjo, da je neki višji interes, da jaz ne vem, niti ga ne bom nikoli razumel, ampak vidim, da se preprosto naš čas prebuje, da je to samo en kamenček, ki nam bo pomagal misliti harmonijo. Ker to je zelo zanimivo, kako so ta gradišča povezana med seboj. Jaz sem zdaj slišal, Tesla je oboževal 3, 6 pa 9, ampak ponovadi vežejo eno gradišče 3, 6 ali pa 9 grebenov. Pa jaz nisem matematik, jaz sem to vprašal enega matematika, pa bi on to nekaj matematično razložil, ampak veste kaj, je noro dobro. In jaz sem kremenček, ampak mnogi strokovnjaki sem prepričan, da bo tukaj prodrl v take razsežnosti, v tak kapital, v tak užitek, v tako razkošje. To je, ko bi se vrgel ne v bano, ampak v olimpijski bazen. Rekel, wow, razumete? To je to. In ta prava temperatura. To je treba doživeti do duš sprehajališča in se sprehajati. In posedeti in gledaš zopet na 3 pozicije, ki označuje zvezdno situacijo. Tukaj pa tam nekaj preseneti. Gledajte, tu, tole arheologija. Zdaj, to je ta hec, Če bi šli naši arheologi, pa jaz zelo spoštujem naše arheologe, pa imam pa tudi malo čudne, enkrat so mi poslali, pa sem naletel na fascinantno zadevo presek, ki so cesto delali, so mi poslali neko praktikantko, ki je delala tečaj na Češkem in ko je zagledala tisto, da če spanišna, ker ne vedela nič več, kaj na to misli. Gledajte, ko vidiš tole, za kogar se piše Lahtam tisti, ki že sam prime govori, da so dediščina, da se je prosto dediščina neke stare kulture. Pogledajte, ko vidiš lipo na tistem vrtoju, to je že vsakemu arheologu z malo dunsta že tukaj misel, kar sprogira v globino, v to razsežnost. Jaz nisem arheolog in nikoli nisem segel v globino, nikoli. Še več, ker sem videl, da se da priti kje noter, dejansko tega nisem omenjal, ker sem se bal, da ne bi prišel do takih zlorab. Mnogo je teh pozicij, ki so, ne smemo se bati, zakaj se bojim? Da se ti bojo kolegi smejati, to se ti tak že režijo. Če se bojiš, da se ti bojo režali, to pomeni, da na sebe vleče smeh. Če se pa si zaradi, kaj bi se bal? Ne se smejo. Ne se smejo, hvala Bogu. Dobra volja. Ampak tudi ti se moraš smejati, ker ne govoriš resnico. Te pa osvobaja, ker pripoveduješ dejstva. In nisi ogrožen. Nisi ogrožen. To je svoboda. Da se ne bojiš znanstvenih kolegov. Prosim, da se to. Mi bomo mogli prerašiti te znanstvene točke. Se sem tudi docent na filozofski v Mariboru, Ampak veste, meni je moja mama, ki nima univerze, rekla, pa se vi ste tako kot otročaji, ki zbirate Mercator pike. Mi pa znanstvene pike zbiramo. Smo pa na isti nivo so nas pustili, ta tako imenovani smo govorili hrematizem, ta globalna manipulacija, ki nas straši in manipulira in fokusira naše misli.
Izven tega se pa bojim, da se ne ogrozi, se razumem. Nekdo, ki mora preživeti, pač mora izgledati, da je, se razumem. Meni to Bogu hvala ne treba. Ampak smo tudi mogli postaviti na kocko, veste, komu bom služil. Ampak tukaj so opet znanstveniki, ki preživljajo, to že morajo biti pametni. Ne? Pravi Jezus, previdni kot golob, preprosti kot golob, pa previdni kakor kača. Ne more biti. Ampak ne sme pa dejansko pljuvati v lastno znanstveno skledo, s tem, da bi tajil dejstvo. Po mene ne bi. Vse moči. To je ena od pozicij, zdaj bi vam mogel pokazati čok, naravni čok, naprimer pa dozina. Še zdaj se vidi dozinajo, tlače sem jaz na vrhu tega čoka, teorija, da sem sled je gor. To je zid, ne? Zidna struktura. Drugi čok, a se pa bo pokazala tudi pozicija. To sta tiste dve zvezdici, ki sta označeni pod Orionovim spodnjim delom Oriona. In imate dejansko v razdalji sta, ki kot je na nebu, potem razdalje dosegla. Od Orionovega dosegla. To morate po knjigi brati, tam sem vse razložil. Od Orionovega pasa je eno samo veliko gradišče. Še ni zaznamovano v naši arheologiji. Gradišče, pompozno gradišče, z zidovi, z nove stvari. Samo zupno štora, ne? Ni lončenine. To so zvezde Dika, to smo pa pokazali že dva. To je zadnji bil dokaz, ker vse stoji, kakor na nebu, tako na zemlji. Tudi poleg tega sem vam rekel, da lahko slediš poziciji severnice, celo iz satelita jo vidiš jasno, razločno, igrivo. No, to je pa tiste zgodove, ko je rekel tisti zopet veliki strokovnjak, ne stane strokovnjak, da je pač to je pa čist naravna tvorba. Veliko za približno koliko široki zid, tam recimo na vrhu je kar 2-3 metra, ne? Potem pa gre in je verjetno bilo prvotno tako taf. Zdaj pa seveda to a ste bili tam? Niste ga? Jaz sem tukaj pogosto. Vete to, ne? To je naravna tvorba. Čeprav morate vedeti, da je to vrh ledene gore. To je vrh, kar ven štrli in ostane, ki se Če bi človeštvo zginilo, kaj bi bilo od tega gradu čez čas? Samo kar je še kamna, na kup padanega, ne? Če bi pa šli eno sodobno betonsko zgradbo, beton po 500 letih dejansko pregleri, železo ni, neki plastiki bi še bilo, bi nam rekli ne kremenčki, ampak plastenčki. In to ostane. Ostane 1000 leti. In še vedno to ven štari. Je pa zelo fino videti tukaj, zato ker ko greš čez travnik, nič ne vidiš. Vidiš samo pogreben, pa se pa odpre. Zakaj? Ker prej so pa ponuce ravne, ne? Recimo tukaj ravno na teh rogovih od bika so mi pravi domačini, da to so vozovi, kamna, fajn že nekaterega obdelanega odpeljali, pa so gradili štale in podobne zadeve. Tukaj smo pa zdaj med pozicijama, med obema rogovoma. Gresta proti očesom. To je na tej strani. To je pa greben. Eden od grebenov. Grebeni, te naši, kako vemo, staroselci so verjeli, da je Nizka cesta počivališče duš. Tam so duše. Grebeni so pa predstavljali na zemlji, so predstavljali to počivališče duše. Ti si vnesel kamen je stalnica, je trdnost, je večnost, lahko rečemo, so obredni, tudi zdaj nosijo podobice na breze, pa zatikajo tam za oltar, tako so včasih vnašali kamen in so jih umestili v svet prostor. Lahko si tudi že samega sebe umestil v svet prostor, pa kot je nekdo umrl, si obredno
si ga umestil v ta svet prostor. Mene je bilo zelo fascinantno, recimo, ko so delali cesto na Blatnem vrhu, proti kraju so presekali take greben in prav na vrhu so bile te kapniške strukture. Ne? Tam ni kapnikov, ni dobene jame, to je jasno pokazatelj, da so posebne kamne, izjemne kamne dejansko vnašali obredno na ta v to območje. To je veliki test, tam je dolgo preglednic. Na začetku marsikaj drugače predstavljal, to je zopet tisto moje predznanje, ki bi bila največja. Mene možganska kap ne bi trofila, če ne bi imel predznanje tukaj. Oziroma, kje Pohodc tukaj? Jaz sem po očetu Pohodc. Po materi Savinčan. Pravi, da je to najtežja kombinacija na svetu. Po očetu sem trmast, ampak mi je to prav pride, ne? Ne popustim. Prvo, da je možganska, nisem popustil. To je pa pozicija Svedija, ki je bil, tu moram dati en globok poklon Kartuzijanom. Zakaj niso marsikaj bi lahko bolj zaradirali, posebej Orionov pas? Zakaj menihi niso zaradirali tega Orionovega pasu, če bi ga razmetali? Verjamite, ne bi prišel na misel, da pa je mogoče to tisti trije griči. Res, da so v tisti naravni strukturi terena delujejo kot tujki, a so naravni ali so umetni, bo določila stroka. Ampak ne bi si upal pomisliti, da to pa je nekaj posebnega, čeprav je veliko tam teh megalitskih razmetalin. Ampak zakaj niso to spucali? To bi bilo, recimo, 2 meseca delovne akcije, bi to vse razmetali. Niso. Zakaj ne? Ker Kartuzijani so rodom Francozi, Galci, in so dejansko, ko so prišli v Jurklošter, našli tukaj svojo kulturo. Evropa je bila že nekdaj povezana, ampak ne po dogovoru državnikov, ampak po vzorcu harmonije neba. In to je tudi zelo zanimivo, ne? To trojstvo. Recimo, vsi ti prelazi, to bom prikazal v drugi knjigi, ne? Ko grete recimo čez Trojane, še zdaj se imenuje en hrib Rigel, ne? Po ozvezdju. Imaš ti predn se odpraviš na drugo stran, ne? Imaš križ situacijo, hrib, križ v sredini cerkve. Potem greš gor in na mnogih prelazih, na mnogih križ potih je križ. Zakaj? Križ je bil prav star simbol trojstva. Ne? 3. Je bil prav opozorilo, da se lahko sedaj, ko boš srečal Gorenca, prebudi v tebi Štajercu nek občutek drug in drugačen, je seveda drug in drugačen, ampak pazi, harmonija, trojstvo. 3. delček, tudi on je človek, tudi on hrepeni po miru, tudi on je radoveden, kakšen si ti, zato ni treba zdaj, da se bo te zmlatla, ne? In si izrazila strah, ampak se lahko prebudi različno radovednost. To so imeli ta stara znamenja, to je pa ta križ, in potem greš prelaz in zopet na drugi strani Blagovice v znamenju v tega X-a. In v cerkvah je še zdaj v okrasju mnogo stare simbolike, ki jo bo treba na novo izpostaviti in ovrednotiti. Ni kar tak nekaj slučajno. Vse je mora biti, niso vedeli zakaj tako, ampak so vedeli, da pa mora biti tako. Zdaj, ko se govori o teh, včeraj sem gledal na historiji, o teh templarjih, jaz mislim, da so oni dejansko to, kar so zgruntali in kar so tudi skrili, zakodirali, v tej drugi knjigi bom govoril tudi o Svetem gradu, kar so zakodirali, dejansko je to, da se je sveto vedno znova inkarniralo v čas in prostor. Ne samo v zgodbi Jezusa Kristusa, ampak je tukaj ena globoka, gledajte, tu moramo biti pa zelo globoko spoštljivi. In kam so oni zakodirali, skrili to svoje temeljno sporočilo? Najboljše je skriti tam, ker imaš vedno pred nosom. To je pa kelih. Kelih je mora biti tak, obkroženo in tak. Orion. 3 zvezde tak. Nebesno, tam se inkarnira sveto, Jezus Kristus, Evharistija za zemeljsko stvarnost.
Najboljši je skrit, tam, kjer ima duhovnik vsak dan pred nosom. Tam ne bo iskal. Zdaj pa, čist preprosto, skrivnost Svetega Grala. Ja, bo to tudi Marija Magdalena, ženska, tako sem prej kazal tisto, maternica, ne? Se sveto udejanja, tudi. To so potem mnoge izpeljane, ker sem pač povem samo en vidik. To je toliko tega kapitala, toliko tega bogatstva, toliko tega miselnega užitka, tega razkošja, tega vstopanja, tega prepoznavanja. To veste, je ena fajna priložnost. Jaz upam, da nam kjer ga pokujš, da sem duhovnik. Duhovnik začete kažete. Razumite, mi vedno mislimo, naš čas je zdaj pa vrhunec. Ne bodo uspoštili. Naša misel, filozofska misel še ni presegla ne Platona, ne Aristotela. To sta dve temeljne smernice, po kateri furamo. Če gremo malo globlje, vzamemo Platona v osnovo, če gremo malo bolj na povrh, Aristotela. Nismo še prerasli. To, kar se gre zdaj naša filozofija, so samo variacije na temeljno strukturo. Da bi pa kaj globlje oblizali. Ne, ni. Pa kdaj sta živela Platon, mi pa potem pa datiramo par tisoč let pred njima, pa so komi pesal domači, prosim. Včasih smo tu nekaj razlagi zgodovine, res banalno. To je pa zvezni na področju velikega psa, to je dvojček, Branje Pečko, Karniča Peč, pa ga vdejanjata na zemljskem prostoru. Branje Peč, Karniča Peč, tudi izjemno, posebej tista, to je izjemno. Vsa gora je v trojstvu, tisti izstopajoči je pa posebej pomembno. To je tudi največji veliko portal v jamo, ki je sicer ne omenjam, skalnati portal, ko vstopiš v eno od jama. Sreča, da je tam tudi domačini zelo akrešnja, tiste, ki prihajajo. Jaz sem pa tudi tam, ker govorim o velikih strupenjačah, tam je gotovo kaj zanimivo. V knjigi, ne? Tako sveta reka Eridan. Je pa naravni les. Tukaj pa treba tudi vstopiti v to sveto reko območje, ne? To je po moje tehnički biser iz davne preteklosti. Jaz, kako so ga naredili včasih, izjemno statično, kamni dani drug ob drugem, tisočletja star jaz, potem pa vstopiš v eno sotesko, tudi izjemno lepa, in potem se odpre prostor, zato, da sledi mitologiji, kajti sveta reka Eridan izvira pod vznožjem Oriona. To je mitološko je tak naredil, prej tisto, cvet podzemlja, potem pa izstopi v nam. Mi sledimo te svete reke Eridan, ker izvira Gračnica, že prej lahko so bile že v njenem toku, še prej, da se pojavi v zgodbi Oriona. To je pa veliki in to je Maribas, ki je na področju Svete Trojice. Še zdaj tam ste bili, tudi vidite v sredini pa Božji oko, so pa dejansko cerkev Svete Trojice. To je bila včasih tudi obredna jama, ki je zakrita, se pa še vedno omenja v zapiskih. To je zelo zanimivo. Niso samo svetine, so tudi svete jame. To pa je eden od teh spomenikov, ki so ga našli iz rimskega obdobja. Rimljani so bili zelo tolerantni do drugih bogov, pa do drugih religij. Niso pomagali keltske kulture, oziroma niso imeli druidov, to so pa šli strašno na živce. Preprosto zato, ker so, kot veste, prišli do mesta Rim in so dejansko Rimljane ponižali. Nasploh so imeli oni tak, če so se vdali prebivalci tistega področja, so jih pustili primer, če ne so pa bili tudi zelo kruti, niso pa vnesli v panteon teh keltskih božanstv, preprosto, ker to niso marali in zato so tudi tukaj spremenili plodnost, bik plodnost,
v Kibelo in pa Orion v Apollo kult, ki je razviden iz tega spomenika, ki so ga našli na Maru, v bližini grožnja. No, prekrščevanje je čisto, nič kaj takega ni, da ne bom kjega res pokojšal. To je čisto normalno, mi smo evolucijska bitja. In tudi Jezus je rekel, da ni prišel odpraviti, ampak samo dopolniti. Mi dopolnjujemo. Mi smo tako panični, ker mislimo, da pa sam mi imamo vso resnico. To bomo mogli zelo paziti. Veste, najbolj nevarne so lahko monoteistične religije. Zakaj? Zato, ker imamo mi vso resnico. En Bog je in naš Bog je edini resnični Bog. Zdaj imaš pa ti drugi monoteistično religijo, ki pa zopet isto trdi. Razumete, rada bomo morali skromni. In če verjamemo v Boga, ki presega čas in prostor, čeprav je tudi v času in prostoru, kot pravi apostol Pavel, dejansko, veste, bomo biti zelo skromni, odprti, kajti ponižnost je tista, ki nam odpira horizonte, da lahko mislimo naprej. Vsaka nadutost, jaz imam resnico. Ja, ti imaš svojo osebno spoznavno resničnost, ki, če je ta prava, mora biti strašno radovedna. Preprosto zato, ker je v težnji, ker je v tebi težnja po preseganju, po preraščanju. In ti nujno iščeš drugega in drugačnega, ker drugače se ne moš osvoboditi svoje miselne zanke, svoje miselne ujetosti. Že tako lahko zelo malo preraščamo to miselno ujetost. In zdaj bi še zavračal tisti, ki so drugi in drugačni, nam pomagajo misliti alternativno, nam pomagajo krasti. To ne pomeni, da bi zdaj rad musliman. Ne, jaz sem še vedno to, kar sem. Imam pa prijatelje med muslimanima, med prijatelje med vsemi mogočimi, ki me bogatijo, ki mi pomagajo k preraščanju. Res je pa, da se izogibam fanatikov, tistim, ki me utrujejo, ki mislijo, da imajo vso resnico in moram začeti jaz misliti, kot oni mislijo. Ne, smo rad ljudi, ki mi pomagajo razmišljati, ki mi pomagajo preraščati. Mislim, tudi to, kar smo jaz danes govorili, ni resnica. To, kar sem vam pokazal v zvidu, so dejstva. To lahko greste preveriti. Ampak te izpeljanke, ta meditacija v tem, je pa samo meditacija. Moja misel, moje iskanje, moje razmišljanje. To mene strašno zanima, zakaj so ta ozvezdja, ki v celoti stojijo, pa so vendarle v neki medsebojni poziciji postavljene kot čakovske figure. To je zdaj, strašno si želim enega matematika, enega filozofa, ki, ne vem, enega poznavalca, ne vem, kjerih področij vse, ljudi, ki imajo intuicijo, ki imajo globinski uvid, ki presegajo ujetosti časa in prostora, preprosto zato, da bi mi pomagali k zadovoljstvu ob soočanju z vsem, kar mi je ponujeno v tem mojem popotovanju, po tej naši lepi državi. In verjamem, da je vsak izmed vas uvidel že mnoge čudne stvari, čudno postavljene kamne, se spomnim kot otrok, ko smo hodili z zvončka nabirati in smo šli čez eno tako megalitsko strukturo, ki to imaš po celem svetu. Ko smo šli čez eno tako megalitsko strukturo, pa se je to strašil. Pa sem se bal, da je to mogoče zato, da ne bi bolj pogledal. Ko sem šel ponovno pogledati, to je čudovita megalitska struktura, ki je pa res čudna, in jih je strašila, zato ker je odpirala misel. Ampak ne rabimo se bati, rabimo se misel samo veseliti. In če bomo uvideli v nadaljnjem, recimo, to prepoznali, zaznali v nadaljnjem, samo en košček te naše oddaljene preteklosti, njenega bogatstva, veste, je to za nas tako užitek, tako veselje, tako razkošje, tako izpolnitev. Tako kot sem vam rekel, ne bom šel v Egipt, niti ne bom šel v Anglijo. Ne, ker ne bom do konca se mogel naložiti vsega bogatstva, ki mi ga ponuja moja država. Res je poraščeno to bogatstvo, ampak še vedno izjemno razvidno in očitno. Ni zaznamovalo z množičnim turizmom in še ta čar in mikavnost ima, veste, čar tega začetnega vstopanja v pozabljeno preteklost, ki pa je prav posebej način draž
ki te mami in ki te privlači, da stopaš naprej, da se prepuščaš, da odkrivaš, da se veseliš in da to veselje tudi deliš s prijatelji, ki iščejo več. To je samo eno področje, kjer vstopamo v več, v dodano vrednost, v kateri se, kako sem prepričan, odpira naš čas in prostor na globalni ravni. Tak, jaz sem tukaj naredil piko, časa sem dovolj, imam uro. Ja, 18:10. Zdaj, gledajte, jaz sem to predstavil, jutri boš čakal nova zanimiva predstavitev. Če ima kdo kakšno vprašanje, ker bom povedal, če ne bom vedel, bomo pa iskali in mislili skupaj naprej. Ja. Torej, to, kar sem predstavil, je samo en košček, neznatni košček. Zdaj bom pa se bolj odpisal na druge knjige, v katerem bodo predstavljene vse te pozicije in še mnogo več. Tudi ti uvidi, ki dejansko izhajajo iz postavitve teh gledišč. Nekaj smo že govorili o tej kozmološki arhitekturi. Mnogo tega je, veste, kaj nas bo, sem pripričan, v prihodnosti obogatilo in navdihovalo v našem raziskovanju. Ja, kaj povem? Svete jame, tu je pa tale, ki je bil ko je pisal kroniko Laške dekanije, kako se je pisal, da se bomo spomnili, imamo pa doma, ko se vidimo, ne spomnim ti lahko da. Se mogoče spomnim, kaj je pisal. Prav doma pa to knjigo tudi ne bomo. Rekli ste, da ste se posvetovali za Čevoki. Da bi bilo smisel, da se posvetovali tudi z geologi, da bi vsekakor sami prepisali, če gre za umetnika, projektor bi bil posebno medici, tudi naslednji. Ja, posebej zato, ker nekateri pravijo, da gre za nekaj beton. Tako da bi bilo zelo zanimivo. Je bil tudi eden od teh mojih kolegov, tisto, kar sem jaz tukaj pokazal, da je biomedicinska struktura, ker je čisto nedvoumne. Jaz sem list nekaj dispozit na zvezdi Vika fotografiral spodaj, ki je toliko isto, da je sestavljen. To je bilo pa za geologe seveda zanimivo, ali je področje, posebej pa to na področju polionovega pasu, ali gre za beton. To je bilo Ne, to zvojo, veš, kaj sem meni rekel? Jaz sem tukaj, da sem že stari človek, ja. Rekli so, da bo treba zainteresirati mlade znanstvenike, ki si bojo upali, da misli na drage. Eminence pa ne drage. Zakaj bi drage? Da je oni imajo pravice, da so sami prijavili. Nisem bil tam. Mene tukaj, gledajte, ste videli, koliko je teh gledišč. Mene to mislim, tako zapolnjuje. Jaz tam, ker zdaj bivam v zgornji Savinjski dolini, tudi vidim megalitske strukture. Nekaterim sem tudi pokazal te megalitske strukture, ampak jaz preprosto si ne smem dovoliti, da bi vstopal v iskanje povezav, ker tiste laboratorije. Tu sem uvidel in tu stojijo. Druge pa nočem. Do konca mojega življenja noče. Razen mogoče spodnja Savinjska dolina, ki sem prepričan v zodiakalnem znamenju. Z središčem Buške gore. Tisto me bo še, potem, ko bom to knjigo napisal, mi bo mik, ampak to bo postavkica pred mojim odhodom. Drugač pa, recimo, kaj je pa izven tega, če je med Savinjo in Sotlo Orionov pas. Kako so te kompleksi označeni drugod, boli me. Jaz sem dosti fasil eno možgansko karto. Samo postaviti, ne, ker je preveč. Ne, preveč je to. In jaz mislim, da je bilo tole še najlažje odkrito. Ker preprosto v zvezdja stojijo, ker to noter so postavljene v zvezdja. V drugi knjigi bom tudi nakazal, kako sem prišel do teh treh zvezd znotraj tega
tega, ker zajema celoten prostor. Ne? To je tako, rekel, miselno prebijajoče. To imam zaslugo, da sem dislektik, ampak kljub temu me intonacija. To ni hec, da ne ostane misli. To je tako mozgane, da pol ne spiš, glava te boli, ker računalnik dela. Pa greš pa na WC, pa odkriješ. Primer na svetu, da so zrcalima zvezdja teh nebelitskih stvari. Se jaz nisem bil unikalni primer. Ne bom rekel za celoten svet. Ampak na tem področju gotovo, ampak to samo zato, ker imamo mi to srečo, da smo na stičišču globalnega Oriona, kjer je svetiščenje zaznamovano s temi zvezdami. Je pa več tako razvito, recimo že v zvezdi Bika. Če kdo dvomi, ne gre na v zvezdi Bika, pa rekel, a to je mogoče. Ne bom gruntal, imaš eno varianto, ne? Ne, se ni mogoče, to ni mogoče, pa bom šel kaj druga števila, da ne bom gruntal, ker se bom mogel izpostaviti. Ali pa bom rekel, je, in bom padel v užitev. Poleg uvida, znanstvenega uvida, je tudi krepek pogum. To ni ploskanje, to je posmeh. In če nisi sposoben sprejeti posmeha, če misliš, da boš želežen ploskanja, boš ne potriskal. Če si pa pripravljen sprejeti posmeh, zato, ker, zakaj? Če ne bi imel vere, ne bi tega mogel, jaz bi se skril, jaz bi nehal že zdavno. Že tako malo, da se treba izpostavljati. A mislite, da mi ploskate? V mojih krogih mi ne ploskate. To je vredo. Ker to, kar bo ostalo, so dejstva. Če bom pa jaz hotel, ne? Tak je. Poleg tega, da to gor dela je treba presneti pogum. In če ni poguma, ne bo nič. Ker se človek prilagodi, sklepa kompromise. Pove sem to, pove, da bo sprejemljivo. Ampak zdaj v izhodišču to ni dovolj. Je treba imeti pogum in povedati, tak je, tak vidim, pogledajte. Ker pogum je sem šel, ko je pa lahko pogledati. Ker bomo veliko lažje sprejeti, ker so tudi evidentirali razne civilizacije. Tako je morda tudi razviti sretoča, civilizacija z veliko stopnjo razvitosti, izjemno mesta, že so strukture, proizvodne strukture, ponovadi so se take civilizacije razvijali v velikih rekah, v Egiptu, Mesopotamiji, tukaj so mogli neke žitnice, ki so lahko prehranili toliko in toliko tisoč ljudi, da so lahko načrtovali take strukture, imeti so morali observatorije, inštrumente, neko materialno kulturo. Mene zelo zanima, recimo, na začetku, ko smo postavili tiste megalit, ampak takih stvari je veliko, jaz sem samo enega izpostavil. Me zelo zanima, ker ko sem imel tele kolege, ki so strokovnjaki, kako so oni tisto skalo postavili gor, pa na špico, ker zdaj ga ni bagarja, ki bi, oziroma bi mogli biti ne vem koliko teh, da bi to in bi bilo komplikacij in teren ni bliza, da boš ti bagar tja prekinal, ne vem. Zdaj kaj, ker ne znamo misliti, kot so oni mislili. To je pa še nekaj. Ampak, kar je pa dragocenost teh gradišče, pa veste kaj? Simboli. Simboli so kapital. Mi smo imamo simboli, semiotika bi mogla biti eno od osnovnih dejansko izobraževanj. Ker v simbolih je pa zakodirano, je pa formula. In ko ti zreš te simbole postavitve, dejansko se simbol na nezavedni ravni utihotapi vate in če si dovolj ponižen, skromen in odprt, ti odpre uvid. Če si pa preveč nacionalen, te pa zablokira. To je, veste, tako bi rekel, jaz temu primerjam eno simbol je kot kičasta piksna, ki bo naduteža odvrnila in se bo posmehnil. Tisti, ki pa je pripravljen, da stopi v bogatstvo te piksne, ki ima noter, bo pa to bogatstvo ponujeno. Ampak nikoli za manipulacijo, najmanj pa za racionalno manipulacijo. Nikoli. To so pa take varovalke in to je bogatstvo teh simbolov. To je pa noro. In vsa ta gradišča imajo svoj simbol, imajo svojo zgodbo. Zelo
zanimivo. Zanimivo pa ogredo glavo, ko so ti projekti. Ja. Veste, kako dogajajo paket, točno glavo. Vse ste rekli, da bi to iskalno pogledali, ki piše na tem danu, tam tista možaka, na krst, zdaj tista kakšno naprača, se mogoče vzelo na krst. Ne, orožno. Gledajte, bote prišli, točno vem, kje imam tisto knjigo. Imam zgodovinske knjige, imam za 10 mesec, to ste mislili za vsake knjige. Ja, čisto kako, ja. Vrednota se pozicije izbrez skozi tisočletja in ogromno let spreminjajo. A ste vi z svojimi najdbami morda ugotovili nekaj podobnega, da so recimo današnje pozicije glede današnje stanje res, oziroma postavljeni so bili ti megaliti dolgo časa nazaj? Ali potrebujete, da je to neka diskrepanca v razmerju? Tisti, ki so astronomi, bodo pa znali ravno na teh zamikih še marsikakšno letnico obdobje določiti. Jaz sem tukaj, jaz nisem tak poznavalec astronomije, sem kako gre za te zamike, ampak edino, kjer datiram, je gibanje severnice, ker tiste pa bolj preprosto, ker ti zveš, 3000 let pred našim razštetjem v Alfa v zvezdo zmaja, tudi na pamet ne vem, tam si upam, kako so pa te, recimo, tukaj pa res za te precizne, ki kličajo strokovnjake, da tudi meritve. Jaz sem dejansko označeval, da sem ne videl. To ni, to čaka, leta jaz sem Klemenček. To, kar jaz ponudim, je začetek, je zelo banalno. Ampak zdaj pa nočem se poneževati. Zato, ker sem takšen štor, lahko predstavim temeljno štorasto izhodišče. Samo to je to. Pa se ne ponižujem. Ampak samo to je moja vloga in moja poslanstvo. To je prikaz moje naloge, da napišem drugo knjigo. In pokažem, pa je pa to. Pa ne delajo naprej. Samo to je hec, se ne bojo mogli smejati. Ker so dejstva preučili. Ker fascinirajo. Ko je ploskali. Ne, ploskali, dokler, ne, mene bojo ploskali. Mene, Morda pa bojo. Veste kaj, jaz sem si prvo to, da si ti svobodno, moš najprej se osvoboditi vpliva ploskanja. Pač ljudje ploskajo, jaz pa takrat najbolj postavim mejo in ne vzemem to k sebi. Pa me tudi tisti drugi pol ne prizadene, to je pa v evangeliju zelo blizu, najprej krona, pol pa križa, prej isti ljudje. Mislim, Bog ne mi pomaga, da ne bi bil odvisen od tega, ampak mislim, da nisem. Ker če bi bil, bi verjetno ne skakal toliko, recimo, na eno področje, ki bi bilo boljše primer pustiti, pa čisto tako, ne. Ja. Jaz samo upam, da nisem koga pohujšil, se vedno to bojim. To, kar povedal, sem res poznal izhodišča, ampak tiste te pike, ki so tukaj za njimi, pa stojili. Zato, ker kažejo test. Ali to je se kaže kakšen interes med znanstvenimi zakonovi? Posamezniki so izjemno odprti, pronicljivi, ampak je strah med stroko. Med strokovnjakami samimi. Pa ne gre niti nujno, da bi mogel že, ne upajo se izpostaviti. Zelo so previdni, ampak jaz gledajte, jaz jih tukaj ne razumem. In jih globoko spoštujem. Tudi tiste dva, ki sem prej omenjal, globoko spoštujem, da ne bo napačno. Razumete? Jaz od nekoga ne zahtevam, da se izpostavljam. Razumete, še najmanj, če ima družino in mora družino priskrbeti. Glede, časi niso lahki. Glede, in ni pričakovati, recimo. Jaz verjamem, da bo to zorel čas. Ampak postopno. Zakaj bi zdaj mislil, da se nočejo soočiti? Zakaj? Ni treba, da se. Ni treba. Naj bojo previdni. Jaz jim dam prav.
Oni morajo preživeti, vse ni luštno. Ne da pa da jih se grejo narodne heroje. Tiste narodne heroje so padli med drugo svetovno vojno. Jaz sem pomenil, tisti, kateri je megalit, zakaj tako trdite, da ni delo narave? Da pač narava skozi geološke razvojna obdobja enostavno odstrani okrog te skale vse sloje in ta skala po naključju stoji na 3 kosih neke skale, ki so recimo druge sestave. Govorim podlaje. Jaz sem čisto dopuščam ta dvom. Bi vas edino povabil, da si greste gledati v skalo in potem bi vas vprašal od 100%, koliko še ta vaš odgovor stoji. Prihajam z območja, kjer je zelo veliko zanimivih skal. In kjer smo kot otroci radi hodili okrog njih, smo se vedno zelo dobro počutili. Ampak si to lahko razlagam z danostjo, ki je nastala skozi geološko dobe in potem tudi s posegom človeka, ki je recimo pustil se nažeti, če si bila prej v gozdu in tako naprej. Spoštujem to vašo domnevo in nimam kaj dodati. Zakaj ne? Tudi to.